Slavko, dobrodošel na kavi. Hvala za povabilo, Đani. Kot strokovnjaka te vprašam, kaj se ti je zdelo? Lepa melodija, pozitivna, vedra, sončna. A to rabimo v času, ki ga živimo? To vedno rabimo, v vseh časih. Še posebej se mi zdi trenutek, ki ga živimo, ki je tak, mogoče na zunaj, tako ko gledaš televizijo, izgleda vse tako nek blišč, vse se sveti, vse je lepo, vse je v najlepšem redu, pa vendarle se mi zdi, da pol, ko malo globlje pogledamo, pa ni temu tako. Kaj misliš ti? Ja, glej, moj poklic je v bistvu filmska glasba. In filmska glasba se ukvarja s tako imenovanim psihološkim krogom. Psihološki krog, to je krog, ki ima na vrhu je točka nič, nevtralna emocija, potem pa rečemo na tvojo desno stran raste recimo pozitivni pol, na levo negativni pol. Lahko se nekako obrneš. In na ničli so negativna občutja, so nevtralna občutja, ki grejo potem v rahlo neugodje ali v rahlo ugodje. Potem malo veselja, malo žalosti. Veliko veselja, veliko žalosti in se stopnjuje seveda do depresije ali karkoli na obeh straneh. Potem, kako medij obravnava ta krog psihološki, ker mi se ga poslužujemo v scenski glasbi zato, da polariziramo občutja ljudi, da čutijo, ali bo zdaj prišlo do napada, ali se bosta končno zaljubila, ne vem, vse te stvari. Vse te stvari so seveda ves čas prisotne v zgodovini v vseh glasbah. Vsaka glasba ima neko svojo funkcijo, imamo pihalne godbe, ki morajo z trobili vzbujati avtoriteto, imamo liturgično glasbo, ki nas vodi v višave, imamo ogromno različnih zvrsti glasbe in imamo seveda tudi to background glasbo, ki jo skozi poslušamo, ki deluje na našo podzavest in seveda se vrti v medijih. Dober dan. Dober dan. Hvala lepa. Dobrodošli v kavarni Union. Hvala lepa. No, iz tega vidika recimo si predstavljam, ko se takole vozim po Evropi, večinoma nacionalne televizije, predvsem radiji, držijo ljudi v neki vedrini, v nekem razpoloženju, ki omogoča delo, kjer ni preveč verbalnih informacij, samo tisto, kar je nujno, In tako se mi zdi, da je to nekaj res, kar potrebujemo, zato se mi zdi tole ena taka melodija, ki jo lahko poslušamo popoldan, zvečer, ima pozitivni, bolj predvsem pozitivni, niti ne nevtralni moment, No, rekel si, ko si v tujini, nacionalni mediji spodbujajo ljudi, Kako je s tem pri nas? Zdaj, v tujini ni težko pospraševati, tisto in tam, ker sem se jaz gibal, predvsem bi izpostavil Avstrijo. Avstrija ima, od takrat, ko sem študiral, ta njihov E-Draj, oziroma ima še do danes isti emotivni naboj. To se pravi, to je zdaj že ogromno let, 30-40 let in je še vedno, če bi rekel, čustvo ostaja isto. V Nemčiji se že meša, ampak še zmeraj mislim, da držijo enako zelo pozitivno. Kako je s tem pri nas? Pri nas je pa tako, če gledamo, jaz zelo redko in zelo malo poslušam radio, ker v glavnem ves čas nekaj komponiram, imam neko glasbo v glavi in potem je, kot da bi poslušal dve glasbi. Ampak če že poslušam, so neke postaje, ki imajo bolj pozitivno glasbo in imajo neke postaje, ki imajo pozitivno, zdaj narobe rečeno, večinoma imajo kar dosti pozitivno, ampak glasbo z nekim nabojem, ki nas ne deprimira. Pri nas so pa nekatere seveda postaje tudi, ki različne so, ki seveda vzdržujejo neko občutje,
ki je pomembno pri kateri bi mogel recimo že skoraj študirati filozofijo, da veš pravzaprav, da ne razumeš, ampak drugi razumejo, da ti ne razumeš, oziroma ne razumeš, da drugi razumejo. No, skratka, neka glasba, ki je včasih, no, bi rekel, mogoče se je celo že malo zmanjšala, ampak dolg let je bila ponekod tudi kakšna taka malo, rekel, mračnejša glasba, ne. Če se vrnemo malo na tvoj začetek, tvoja glasbena kariera je bi rekli, bogata, ne. Med drugim imaš v žepu tudi znamenito Berkeley glasbeno šolo iz Bostona in tako naprej. Prej si samo omenil, filmska glasba je, ne, tista, ki je. Kako to, da si se oddaljil recimo od očetove glasbe? Pa, veš, kaj mi je ostal v spominu? Tvoj govor, ki si ga imel na očetovem pogrebu, ko si rekel, moral sem iti od tebe, da sem se ponovno vrnil k tebi. V tem je veliko simbolike. Ja. Ne? Ne vem, vsak od nas se rodi drugačen. Doma v družini je bila le prisotna. Je bila prisotna, ampak ne razumem, zakaj vedno je bilo to pričakovanje okoli mene, da bi moral nadaljevati. Biti jaz zdaj drugi oče, ne. Drugi on. To je nekako težko, ker on je imel drugačne starše, kot sem jih imel jaz. Starši, in tukaj v meni se združujejo tudi starši od moje mame in njena družina, tako kot pri vsakem človeku, ne. In jaz ne vem, kako so te geni prišli, ampak ne vem, jaz sem imel to glasbo zelo rad kot otrok, potem pa seveda s puberteto so začeli pa z šolanjem razni vplivi, tako zresne kot zabavne. Jazz, rock, vse te stvari so prihajale in seveda se mi je zelo odpiralo in potem je bilo zelo pomembno, da se v nekem trenutku zgubiš v vsem tem, predvsem pa seveda tudi v samem sebi, da se potem lahko najdeš. To se mi zdi zelo pomemben, ker ne moreš se najti, če nisi prej izgubil. Verjetno so tudi izjeme, ki so najdeni od vsega začetka, ker jaz pravzaprav mislim, da sem bil od vsega začetka že najden, zaradi tega, ker jaz sem že pri 8-9 letih vedel, da bi rad delal filmsko glasbo. Kaj je bilo to? Kaj te za film? Te je toliko fasciniral film? Celo oče nas je sam opozarjal na to, ko smo gledali televizijo, razne filme, da vidimo, aha, zdaj pa taka glasba, lej, kaj se bo zgodilo, zdaj pa taka. In jaz sem kot otrok zelo rad ob klavirju govoril zgodbe in jih spremljal z ustrezno glasbo. To, kar gledam nazaj, recimo, to so bili že zametki scenske glasbe. In moji sestrični bratranci se tega še spomnijo. Ne vem, tako je bilo, verjetno pri vsakmu očeta tudi veliko ni bilo doma, čeprav drugače sem bil na vseh njegovih vajah, dostikrat sem bil prisoten ali po bližini, ko sta z stricem Vilkotom delala, ampak težko bi rekel, ne, tudi Vilko je spodbujal pri meni malo potrebo po znanju, jaz pa sem človek, ki me celo življenje znanje zanima. Tako da mislim, da smo pač z očetom različni in v tem ne vidim nič napačnega. Sej, seveda, Slavko Avsenik je itak samo eden. Drugače pa naj vzdržuje tudi odnos do glasbe, ki je iskrenost, resnica in te stvari. Pa tudi moram reči, da mislim, da tudi v nekaterih stvarih mogoče temperament in te stvari, samo pri meni se to malo drugače odraža kot pri njemu. Zdaj, seveda, njegova mladost je bila tudi drugačna. On je moral že 6 letom hoditi za svojim očetom po njegovih kvartopirskih izletih, kjer so cele noči igrali karte in je mogel on igrati z frajtonarco zraven, zato da so oni imeli zabavo. In če ni jih zabaval, je bil kregan. Tako da je on že od malega mogel zabavati. In to, kar je on pravzaprav delal na odru, polariziral, če se izrazim sprej, publiko za svojo glasbo, ali jih je razvedril za polko, ali jih je majčkan naredil sentimentalnim zavalčkom. To nekaj podobnega jaz delam s tem, da jaz moje publike ponovadi ne vidim, si pa predstavljam, ko bojo gledali televizijo ali pa film,
da to doživljajo. Ne. Zato mislim, da ni tako velika razlika. Seveda, pravo nadaljevanje se pa potem zgodilo pri mojem nečaku v Sašotu, ki je pa zagrabil točno tam, kjer je oče nehal in nadaljeval. Ne. To se je samo zgodilo. Tega ne moreš planirati. Slavko, dovolj, da te povabim, da popijeva malo kavice, pa nadaljujeva potem po pauzi.